Med Hrvati, ki svoje nepremičnine oddajajo turistom, veliko prahu še naprej dviguje davek na nepremičnine, ki so ga uvedli z letošnjim letom. Z njim so nadomestili dosedanji davek na počitniške objekte, novi davek pa bo lahko občutno višji. Višino določajo občine, večina jih je napovedala dvig. V Istri, kjer ima počitniške hiše in stanovanja tudi precej Slovencev, bo ponekod višji kar za 60%. Jaka Vran. Mario Milič iz Fažane oddaja 2 apartmaja, do sedaj je plačeval davek v višini 5 evrov na kvadratni meter, novi znesek bo za 60% višji. Meni je osobno neprihvatljivo da smo u općini Fažana uveli porez za nekretnine maksimalni iznos od 8 evra po kvadratnom metru. Znači, mi ti ovdje nemamo cijelogodišnji turizam, mi ti imamo samo ljetnu sezonu koja vam potraje maksimalno 2 do 3 mjeseca, to vam je klasično kupanje ovdje. Višino davka določajo občine same, ta je po državi zelo različen. Skoraj polovica občin na Hrvaškem se je odločila za povečanje davka, le 57 bo davek znižalo, ostali ga bodo pustili na dosedanjem nivoju. Nov davek sicer ne sme znašati manj kot 60 centov oziroma več kot 8 evrov na kvadratni meter. In kakšna je slika tam, kjer imajo Slovenci največ nepremičnin? V Istri so se občine odločile za visoko obdavčitev, ta bo v Umagu maksimalna dovoljena. Na otoku Krku pa nekatere občine še niso sporočile končnega podatka, je pa že jasno, da bodo zneski nižji kot v Istri. 8 evra po kvadratnom metru, to je za neke ljude neisplativo da nastave sa iznajmljivanjem. Lastniki počitniških objektov so jezni tudi zato, ker bodo plačali tisti, ki se držijo zakona. Še vedno je namreč veliko takih, ki oddajajo na črno. Razina bijesa ljudi, ljutnje, oni smatraju ovo izuzetnom agresijom na njihovo sve što su stvarali, od čega sve pokušavaju preživjeti u ovoj državi, je toliko jaka da sam sigurna da će se taj efekt vidjeti na lokalnim izborima. Davek je treba prišteti pavšalu, ki ga že plačujejo na posteljo. Ta se bo iz sedanjih 35 evrov dvignil na 100 evrov letno. Primer, za 65 kvadratnih metrov velik apartma v Umagu je lastnik doslej plačeval 500 evrov letno, po novem bo znesek presegel 1000 evrov. Davka pa so oproščeni tisti, ki v nepremičnini živijo oziroma imajo sklenjen dolgoročni najem.